S kakšnim vtisom odhajaš se sprejema diamantnih maturantov pri predsednici države in ministru za vzgojo in izobraževanje, ki je potekalo na Brdu pri Kranju? Jaz bi rekel, da odhajam z zelo lepim vtisom. Se mi zdi, da je bilo izredno dobro izveden, da ni bilo v bistvu nobenih zapletov. Predvsem sem pa ponosen nase in pa tudi na vse ostale, ki so danes tukaj se zbrali. Kako ti je všeč ta pozornost do dijakov, ki so se potrudili, da so dosegli diamantno maturo? Ja, jaz mislim, da predvsem je potrebno neke dosežke nadgraditi, je neka pozornost nujna, kljub temu, da sam niti nisem zelo navdušen nad to, nad razno nad pozornostjo, tudi nisem nekaj okoli zelo govoril o mojih uspehih. Se mi zdi, da se ne rad hvalim, ampak se mi zdi, da do neke mere pa je predvsem potrebno, da se torej dosežke prizna. Da se prizna, da imajo svojo vrednost, ne? Da. Ker treba se kljub temu potruditi, ne? Ni bilo brez dela, seveda. Ni bilo brez dela. Ja. V katero gimnazijo oziroma šolo si pa ti hodil? Ja, jaz sem iz gimnazije Bežigrad iz Ljubljane. In verjetno so tudi profesorji se na nek način potrudili, da ste dijaki uspešni in med drugim ti diamantni maturanti. Absolutno, velika zahvala gre tudi njim, seveda, najverjetneje največja. Se mi zdi, da za tak dosežek je najbolj pomembna šola in pa starši, seveda, zraven pa seveda tudi veliko sreče. Predvsem pa sem prepričan, da so zelo veliko vlogo imeli prav moji profesorji, vsi so bili fenomenalni in jih moram pohvaliti. Se mi zdi, da moja gimnazija je še posebej dobro pripravljena, še posebej dobro pripravlja dijake na splošno maturo, seveda. Torej tudi na primer začnemo z pripravami na maturo že v 3. letniku, ne v 4. in en velik delež mojega uspeha pripisujem prav temu, torej da so me oni spodbujali morda še celo več kot na drugih gimnazijah. Kakšno vlogo imajo pa pri tem uspehu starši? Starši imajo prav tako zelo veliko vlogo, predvsem pri raznih neuspehih so vedno tu, da torej me spodbujajo še naprej. Skozi moje dosedanje izobraževanje sem se velikokrat srečal torej tudi z situacijami, v katerih sem dvomil vase, in starši so mi vedno ostali ob strani in so me spodbujali. Tudi kadar nisem verjel sam vase in sem mislil, da mi nekaj ne bo uspelo, so me spodbujali in so mi v bistvu omogočili to, da sem tudi sam zares dojel, da mi torej lahko uspe, tudi kadar mogoče to ni zelo očitno od samega začetka. Kateri predmeti, katera snov ti je pa najbolj ležala in katera ti je manj ležala? Ja, mene v bistvu zanima zelo veliko stvari, sem tak človek in je bilo tudi zato se mi zelo težko odločiti, kam šel študirati. Tako da me zanima zelo veliko stvari. Všeč mi je na primer matematika, zgodovina, razni družboslovni in naravoslovni predmeti. Tako da bi rekel, da če se omejimo specifično na maturo, mi je najbolj ležala matematika in pa sociologija, najmanj pa najverjetneje slovenščina. Aha. In kaj boš šel študirati? Študirati pa sem šel računalništvo in informatiko na interdisciplinarni študij na FRI-ju in FMF-ju. Želim ti še naprej tako lepe uspehe. Za konec se pa še prosim predstavi. Ja, jaz sem Tej Pavlović Seman iz gimnazije Bežigrad iz Ljubljane.